Veste, zgodba o rojstvu naroda ni nekaj, kar se zgodi kar čez noč. To ni en sam dogodek, ampak dolgo, včasih zapleteno potovanje. V naslednjih minutah se bomo podali na prav takšno potovanje, dolgo 66 let. Pogledali si bomo, kako se je ljudstvo, ki ga je v osnovi določal skupen jezik, postopoma prelevilo v politično zrel narod, ki je stal tik pred vrati lastne države. In to je pravzaprav osrednje vprašanje, ki nas bo vodilo. Kako se sploh rodi sodoben narod? To ni enostaven proces. Gre za mešanico velikih idej, gospodarskih sprememb, včasih tudi vojn. Ampak v jedru vsega je zgodba o volji ljudi, da vzamejo usodo v svoje roke. No, za Slovence se je odgovor na to vprašanje začel zares pisati v enem samem prelomnem letu. Leto 1848. Predstavljate si, celotna Evropa gori. To obdobje poznamo kot pomlad narodov. In ta ogenj revolucije ni plamtev samo v velikih prestolnicah, kot sta Pariz ali Dunaj. Ne, njegova iskra je preskočila tudi sem in nepričakovano zanetila slovensko politično prebujenje. In kje se je ta nova zgodba začela? No, prav na straneh časopisov, kot so bile recimo te kmetijske in rokodelske novice. V redu. Da bi razumeli pomen leta 1848, se moramo za trenutek vrniti malo nazaj. Pred tem letom Slovenci kot politični narod pravzaprav niso obstajali. Bili so etnična skupina, ki jo je seveda povezoval jezik, ampak so živeli razkropljeni po različnih habsburških deželah, kranjski, štajerski, koroški, primorski. Niso imeli enotnega ozemlja, še manj pa enotnega političnega glasu. In potem se je zgodil prelom. Padec kanclerja Metternicha na Dunaju. To ni bil samo padec enega politika. To je bil simbolni padec celotnega starega represivnega sistema. In ta padec je ustvaril ogromen vakuum moči. Nenadoma so ideje, ki so bile desetletja zatirane, liberalizem, nacionalizem, dobesedno eksplodirale na plano. Za vse narode habsburške monarhije je bila to priložnost, ki se ponudi enkrat v zgodovini. In slovenski izobraženci so to priložnost zgrabili z obema rokama. Iz tega revolucionarnega kaosa se je rodil prvi zares celovit, jasen politični program slovenskega naroda. To ni bilo več samo sanjarjenje o kulturi in jeziku. Ne, zdaj je šlo za konkretno politiko in za ozemlje. Program je imel 3 ključne točke, ki so bile za tisti čas odkrito rečeno revolucionarne. Prvič, ozemeljska enotnost. To je bila radikalna ideja, da se preprosto izbrišejo stoletja stare deželne meje in ustvari ena sama enotna Slovenija znotraj cesarstva. Drugič, jezikovna enakopravnost. Slovenščina naj ne bo več le jezik kmetov na polju, ampak uradni jezik v šolah in uradih, enako vreden nemščini. In tretjič, ključna geopolitična odločitev, zavrnitev vključitve v Nemško zvezo in s tem obramba pred ponemčenjem. In poglejte tole. Ta zemljevid to idejo sijajno ponazarja. Peter Kozler je v vročici revolucije naredil nekaj neverjetnega. Abstraktno idejo o Sloveniji je spremenil nekaj otipljivega v jasno geografsko zahtevo. Ljudje so prvič v zgodovini lahko dejansko videli ozemlje naroda, za katerega so se borili. To ni bil več samo zemljevid, to je bil politični manifest v sliki. In to ni bila le ideja peščice izobražencev v Ljubljani ali na Dunaju. Sploh ne. Program Zdinjene Slovenije je dobil resnično množično podporo. Na peticijskih polah se je zbralo na 10 000 podpisov, kar nam pove, da je ideja močno odmevala med ljudmi, od mest do zadnje slovenske vasi. Ampak, kot se v zgodovini pogosto zgodi, so bile revolucije leta 1848 na koncu zatrte. Politično okno priložnosti se je zaprlo z močnim treskom. Sanje so bile potlačene. In kaj zdaj? No, narodno gibanje se je moralo prilagoditi. Če se niso mogli več boriti v parlamentu, so se odločili, da bodo narod gradili na drugačen, bolj potrpežljiv način. Tukaj vidimo res zanimiv kontrast. Na eni strani imamo Bachov absolutizem, to je bilo desetletje trde roke, cenzure in policijskega nadzora. Na drugi strani pa so se slovenski voditelji odločili za strateški umik v kulturo. Ker se narod ni mogel graditi politično, so ga začeli graditi s knjigami, z društvi, s krepitvijo skupne zavesti.
In to so bila, recimo jim tako, njihova orodja za gradnjo naroda. Poenotenje knjižnega jezika, da so se ljudje iz različnih dežel sploh lahko razumeli. Časopis Novice, ki je povezoval razpršene skupnosti. Čitalnice, ki so postale nekakšni mini kulturni centri po mestih in trgih. In seveda Slovenska matica, ki je skrbela za izdajanje pomembnih knjig. Kos za kosom so sestavljali kulturno infrastrukturo naroda. In kako uspešna je bila ta strategija? Poglejte to številko. Že do leta 1868 je delovalo skoraj 70 čitalnic. To ni samo številka, to pomeni, da je skoraj vsak večji slovenski kraj imel svoj center, svoje vozlišče narodne zavesti, ki je delovalo tam, kjer je bila politika prepovedana. In ko se je po desetletju absolutizma v 60. letih politična odjuga končno začela, je vsa ta kulturna energija, ki je tlela pod površjem, dobesedno eksplodirala. Ideja, ki se je prej kalila v tišini čitalnic, je zdaj izbruhnila na planu zavest množic. Rodilo se je taborsko gibanje. Kaj so sploh bili tabori? V bistvu so bili to ogromni politični mitingi na prostem. Ker velika večina ljudi, sploh kmetov, ni imela volilne pravice, je bil to njihov način, da so pokazali svojo politično voljo. Na tisoče se jih je zbralo na travnikih z eno samo, glasno in jasno zahtevo: uresničite program Zedinjene Slovenije iz leta 1848. In razsežnosti tega gibanja so bile osupljive. Samo za trenutek si predstavljamo to sceno. Največji tabor v Vižmarjah pri Ljubljani leta 1869 naj bi pritegnil okoli 30.000 ljudi. 30.000, za tiste čase je bila to nepredstavljiva manifestacija ljudske moči. Narod ni bil več le ideja izobražencev, bil je živa sila, s katero je bilo treba računati. Vendar tabori niso bili le zborovanja. Bili so, kot so jim rekli, šola demokracije. In točno to so bili. Za večino ljudi, še posebej na podeželju, je bila to prva izkušnja z javnim političnim delovanjem. Tam so se učili o svojih pravicah in prvič spoznali, kakšno moč imajo, če stopijo skupaj. Ampak veste, z vsakim uspehom in z modernizacijo pridejo tudi novi izzivi. Prej enotno narodno gibanje se je začelo počasi deliti. Podobno kot pri drugih evropskih narodih so se znotraj njega začeli oblikovati različni ideološki tabori z različnimi pogledi na prihodnost. Do konca 19. stoletja so se tako izoblikovali trije glavni politični tokovi. Najmočnejši je bil katoliški tabor, ki je imel glavno oporo med kmeti in duhovščino. Potem liberalni tabor, ki je zastopal interese meščanstva in izobražencev. In končno z vzponom industrije se je pojavil še socialdemokratski tabor, ki se je boril za pravice delavcev. Ampak to ni bilo le politično tekmovanje. Ne, šlo je za globok kulturni boj. Posebej med klerikalci in liberalci. To je bil boj za dušo naroda. Naj bo Slovenija tradicionalna, katoliška ali pa sekularna in moderna. Ta notranji spopad je žal pogosto zasenčil skupni cilj narodne enotnosti. In tako pridemo do leta 1914. V teh 66 letih se je slovenski narod izoblikoval tako kulturno kot politično. Imel je svoje stranke, svojo kulturo, svojo javnost. Toda ključno vprašanje lastne države, je ostalo odprto, medtem ko so se nad Evropo že zbirali temni oblaki prihajajoče vojne. Pomembno je poudariti, da večina slovenskih politikov takrat ni zahtevala popolne neodvisnosti. Njihova ideja je bila nekaj, čemur pravimo avstroslavizem. Niso želeli uničiti habsburške monarhije, ampak so jo želeli reformirati. Sanjali so o federaciji enakopravnih narodov, kjer bi zedinjena Slovenija končno dobila svojo avtonomijo. To se je zdela najbolj pragmatična in varna pot. Na predvečer Prve svetovne vojne sta bili na mizi torej dve zelo različni poti. Prva, reformirati cesarstvo, ostati zvest Habsburžanom in upati na postopne spremembe. To je bila, recimo ji, varna, pragmatična pot. In druga, skovati novo zvezo. Tvegati vse, zapustiti stari svet in se povezati z drugimi južnimi Slovani v novo, popolnoma neznano državo, Jugoslavijo. To je bil radikalen skok v negotovost. In medtem, ko je svet drval v katastrofo Prve svetovne vojne, se je narod znašel pred svojo končno preizkušnjo. Po 66 letih gradnje, učenja in boja bo ostal zvest starim gospodarjem ali bo tvegal čisto vse za neko neznano prihodnost. Prihajajoča vojna jih je prisilila, da končno izberejo svojo pot.